Se prav spomnim našega prejšnjega primerjalnega testa, ko smo med sabo primerjali kar 9 predstavnikov. Ja, 9, si morate misliti. No, tokrat pa jih imamo samo 5. In to zato, ker je tokratni segment premijskih križancev že v osnovi manjši in je lažje delati. Mislim, vse, poglejte, ne? No, ampak da ne bo izgledalo, kot da lenarimo, ne. Za nami sta spet 2 zelo dolga tedna napornih testiranj, voženj, meritev, trkanja po armaturnih ploščah, pritiskanja na vratne obloge, vse samo zato, da bomo na koncu lahko rekli, ta je najboljši v deželi tej. Audi Q3, BMW X1, Lexus UX, Mercedes-Benz GLA in pa Volvo XC40 so bili tokrat v ringu in vsak kupca nagovarja na svoj vrsten način. Vsem pa je skupno to, da se boste v čisto vsakem počutili zelo dobro. Ampak spet, zelo dobro na različne načine. Vam bosta naša testna zajčka povedala več o tem. Začenjamo pa z... A kot Audi. Zelo zaželena znamka pri nas in zelo uspešna je serija Q. Za Q3, ki tekmuje tokrat, sem se v bistvu spomnil na rek Tiha voda bregove dere. Ta v bistvu velja kar za večino Audijev, ki oblikovno precej zadržano in ne posebej agresivno zrejo v svet. Tukaj mislim seveda na njihove klasične modele, ne na take zverine. No, pa je ta njihov nov model vseeno precej prepoznaven s tole masko. Tudi znotraj oblikovno ne razburja, vse je zelo pospravljeno, da je za koga že dolgočasno, drugi pa ravno to obožujejo. Ampak, ko pozabimo na čustva, vse štima v nulo, kot radi rečemo, in ravno to krasi Q3. Je med bolj prostornimi v tem segmentu in tukaj ne mislim le na prostornost, ki smo jo izmerili z metrom, ampak tudi na občutek tukaj le notri. Vse skupaj je zelo zračno in fajn, zadaj se sedi dobro, ergonomija in razporeditev stikal sta super, vse tip-top. V bistvu je edina stvar, ki me malo moti, tale gumb tukaj le za nastavljanje glasnosti, ki je preveč pri sovozniku, ampak imam itak tukaj le še svojega na volanu in je dejansko ta namenjen sovozniku. Pri ostalih stvareh tukaj notri sem v bistvu brez pripomb. Tudi prtljažnik je krasen in velik, pa klop se vzdolžno pomika. Res, nekaj dodati, tukaj je dobil najboljše ocene. Tudi s tokratnimi predstavniki smo se lotili dinamičnega slaloma, čeprav je dinamika v tem segmentu najbrž nekje na zadnjem mestu pri seznamu želja in potreb. Če je bil na poligonu srednje zanimiv in za odtenek premehak, je dinamična vožnja po cesti pokazala, da je čisto spodoben. Ni med najbolj športno nastrojenimi, vseeno pa se odkupi z zelo predvidljivim in poznanim občutkom na volanu. Pa s precej komunikativnim krmiljenjem. Če boste umirjeni, bo pa Q3 sploh fajn. Udoben in verjetno celo, kot jaz rad rečem, najbolj nenaporen med vsemi tokrat na testu. Mimogrede, če se sprašujete, zakaj je na nekaterih posnetkih bel, na drugih pa tale Audi, ker smo pri izbiri testnih modelov zahtevni, nam potem uvoznik zrihta še model s primerljivim motorjem za testiranje, kar pa potem pri samih meritvah in ostalih postavkah ni tako pomembno. Smo enako imeli že pri nekaterih drugih modelih. No, kaj pa BMW? Ja, to je pa totalno nasprotje Audija, BMW X1. Predvsem v vozniškem pogledu, ker je med vsemi dejansko najbolj športno nastrojen. Suvereno požira zavoje, kar se je še posebej lepo videlo na slalomu, ko je med stožci grizel asfalt, kot da je tam doma. Čeprav meni navadno paše, da je avto čvrst in fino požira ovinke, v tem segmentu tako dinamičnega karakterja posebej ne bom pohvalil, ker je precej nepomemben in nepotreben. Čeprav je pa res, da BMW krasi ravno dinamična vožnja. Ampak je zato vsak dan X1 bolj trd, kot bi bil lahko. To pomeni manj udoben, ko se boste peljali umirjeno. Torej skoraj vedno. Celo sedeži so trši kot drugod, pač X1 je za tiste, ki veste, zakaj želite točno takšen avto. Je pa tale 2-litrski motor zelo dober in 8-stopenjski menjalnik je boljši od konkurence, pa čeprav za mišjo dlako, ker so pač vsi tako kul, da boste komaj opazili, da so tam. Edin poraben ima jih pri tem motorju. Se pa tukaj znotraj pozna, da ni več nov. Nikakor ne po prostornosti in nikakor ne po materialih, ki so verjetno celo najboljši med vsemi. Verjetno celo boljši kot pri Q3. Najbolj se pozna po nekoristnih odlagališčih, zastarelih analognih merilnikih in tako naprej. Čeprav mi je večinoma ta zastarelost celo všeč, ker imam na voljo klasične gumbe, ne samo nešteto zaslonov. In za konec, tudi X1 je zelo prostoren in uporaben, spredi se sedi odlično, zadnji tudi, prtljažnik pa je pogoltnil največ prtljage. Očitno pogoltne tudi mene, ne? Tule noter je res ogromno prostora, česar pa ne moram reči za naslednji avto. Ampak okej, tam je spodaj baterija.
Za znamko Lexus vedno govorimo, da je posebna in da fino seka iz ustaljenih okvirjev, ki jih precej uspešno narekujejo evropski predstavniki. Zato je UX nižji in manj pravi križanec v primerjavi z ostalimi, kar se pozna med vožnjo, ker je nagibanja manj in avto deluje bolj čvrsto, vseeno pa karakterno ni nič športen. Že zaradi krmiljenja, ki je občasno prepočasno in preveč umetno, da bi sploh vabilo k dinamiki. UX je poseben tudi zaradi motornega sklopa, ker je v bistvu edini tokrat, ki je hibrid, kar pomeni, da je v mestu povsem tih in velikokrat celo bolj varčen od dizelskih tekmecev. Včasih, ampak res včasih, je pa zaradi neskončno stopenjskega menjalnika tudi bolj glasen od ostalih, kar je za marsikoga tečno. Še je poseben UX, brez skrbi, s tole notranjostjo, ki tudi ni po klasičnih evropskih merilih, zato najprej deluje dokaj borno, potem pa ugotoviš, da materiali sploh niso slabi, izdelava je pa bulletproof, če uporabim eno tujko, v bistvu odporna na krogle. Res je vse skupaj cool izdelano, ampak s hecno ergonomijo, ker so stikala pometana malo levo, malo desno, tale drsna ploščica je itak neuporabna in tudi ta vmesnik ni za vzor. Zadaj je sedalni del absolutno prekratek, celo zame in za moj 1,68 m in nasploh je UX znotraj občutno manjši od tekmecev. Prostora zadaj nad glavo ni posebej veliko, pred koleni pa skoraj nič. In prtljažnik je med petimi tokrat daleč najmanj prostoren in uporaben. Res je pravi posebnež, ampak v tem razredu je to še toliko bolj zaželeno in UX kot celota deluje zelo zanimivo. Med vožnjo se fino počutiš, avto je lepo vodljiv in predvsem ne deluje okorno, kar bo manj veščim všeč med parkiranjem. Ja, ampak največ ženske pohvalili tega. Verjetno vidijo še nekaj več od mene, ali pa jih prepriča zvezda tam spredi, kdo ve. Ampak že večkrat se je izkazalo, da Mercedes-Benz zna ponuditi pravi kompromis vsega in če je GLA pohvalen kar takoj, tole je mogoče celo najbolj prijetno okolje. Seveda je vmesnik majčkeno slabši kot pri X1 ali Q3 in manj logičen, ampak vedno znova sem med testom ugotovil, da me vleče sem noter. Pa čeprav je tale kabina tudi malo manj odprta in prostorna po občutku, pri Q3 veliko bolj diha. Ampak tukaj sedim perfektno, sedeža sta lepo mehka in udobna, pelje se raven dovolj športno, čeprav je v tem segmentu ta izraz dokaj neprimeren. Krmiljenje je dobro in ravno prav obteženo, preglednost je tudi v redu, okolje in uporabnost tega mojega delovnega prostora sta fajn, vse mi leži. Me pa mot, da škripa tole. Ne vem, no, neko drugačno plastiko bojo mogli začeti uporabljati. Če lahko izberete motor z oznako 250, ker je res dober in ker ima zraven super menjalnik 8-stopenjski z dvojno sklopko. Pri 200 sta motor in menjalnik slabša. Ergonomija je precej okej, zadnji se fajn sedi, se pravim, zelo dober je praktično posod, čeprav mu tukaj pa tam malo zmanjka, da bi bil dejansko najboljši. Pri testnem modelu je vsaj po občutku majčkeno bolj utesneno, ker je strop črn, ima pa super teli panoramski okni. Prostora je pa sicer dovolj, celo prtljažnik je spodoben. V bistvu me edini zunaj nekaj napaše, kaj pa vem, spredje je privlačen in zadnji tudi, ko ga pogledam z boka, mi pa deluje, kot bi ga nekdo stisnil in bi sicer mogel biti kakšne pol metra daljši. Še sreča, da je izgled subjektivna stvar, ne? Res je, ko smo dame vprašali, jih je kar 39% odgovorilo, da jim je najbolj všeč Mercedes, na drugo mesto pa so postavile tale avto, ki je v mojem primeru priključni hibrid, na dinamičnem testu pa je seveda bil bencinski. Zadnji po abecedi je Volvo XC40. Na oči mi je tale absolutno bolj atraktiven od ostalih. Najbolj poseben in modern je, barva je tokrat bolj fina od ostalih, res je lep in prepoznaven Volvo. In enako lahko v bistvu rečem tudi za tole notranjost, ki je z vsemi dodatki zelo prijetna, njen glavni element pa je seveda ta velik zaslon tule v sredini, ki mi je v bistvu tudi všeč, ni mi pa všeč ta pijano plastika okoli njega, ker se hitro umaži in potem deluje skoraj ceneno. Znajo premijski avti te stvari rešiti na drugačen način, na boljši. Da vmesnik zahteva nekaj privajanja, mogoče niti ni toliko pomembno, ker se ga boste po enem tednu lastništva avtomobila itak navadili. Dobro se sedi spredaj, zadaj se pa vidi, da je v bistvu bolj za otroke, ker so naslonjala zelo pokonci in sedalni del precej kratek. No, pokončne linije in velika stekla pomenijo, da je kabina zračna in prostorna, pa svetla, kar se uporabnosti tiče, v bistvu nimam nobenih večjih pripomb, ker je tudi prtljažnik pravilnih oblik in zelo uporaben.
Vozniško je tudi dober, čeprav me občasno motita dve stvari. Krmiljenje je preveč lahkotno in zato premalo komunikativno. Večino časa to sploh ni pomembno, ker pri normalni vožnji udobje in lahkotnost postavljam pred komunikativnost, sem si pa občasno zaželel malce več volanskega opora. No in tale menjalnik je hecen, ker ga je takole treba potisniti za vsak korak posebej, torej za drive najprej v neutral in potem isto za vzvratno. Ampak se tudi tega hitro navadiš in potem ugotoviš, da je XC40 izjemno vozniško nenaporen in še kako prijeten. Pomirja. Ok, vem, da ste že nestrpni, ker vas zanima, kateri je najboljši po našem mnenju. Ampak moram še prej dodati, da smo k sodelovanju povabili tudi Land Rover z njihovim Range Roverjem Evoque in Jaguar z njihovim E-Pace, ampak nažalost niso mogli pravočasno zagotoviti obeh avtov. Verjamem, da bi z njima bilo vse skupaj še bistveno bolj zanimivo, no, tehle naših 5 pa se pri nas itak prodaja najbolj, tako da bo očitno že prav tako, a ne? Dobra 2 tedna smo se ukvarjali s testnimi konjički, jih preverili, premerili, stestirali, prešlatali, ne? In zdaj smo se novinarji 7 uredništev zbrali tukaj v pizzeriji Peruca, na Perucijevi v Ljubljani, da razglasimo velikega zmagovalca segmenta C-SUV Premium. Še prej pa impresija s testiranj. A gre, veš? Jaz mislim, da je to segment, kjer se ceni oboje. Mogoče je v Sloveniji kar pomemben izgled, pa bom rekel tudi sama narava znamke. Uporabnost pa mogoče malo manj, ker na vse zadnje gre za dost majhne avtomobile. Ena stvar je, da so obvladljivi, ker niso preveliki, druga stvar je, da so malo dvignjeni, to, kar je pravzaprav verjetno všeč in moškim in ženskam pri tej, bom rekla, kasti križancev, športnih terencev. Nekako so bolj ljubki kot kaj večjega, pa da se jih tudi, vsaj pri nekaterih znamkah, tako lepo nekako sestaviti, da so tudi mogoče majčkeno bolj vpadljivi. Omenil si, da je to premium segment, to pomeni, da so stroški tudi premijski, torej kar precej visoki. Čeprav smo v tem primeru imeli majhne bencinske motorje. Bi samo omenil mogoče strošek servisa. Za obdobje 5 let in 100 000 kilometrov vas bo servisiranje teh avtomobilov stalo okrog 2000 evrov. To pomeni, da je posamezen servis okrog 400 evrov. Če povemo, da je kakšnega Clio ali kakšen manjši avto, so pa te stroški 150-200 evrov. Se pravi, še enkrat več. Velika večina se odloči za bencinski pogon, dizelski pogon, tako kot v drugih segmentih je na odstavnem pasu, bi lahko rekli. In tudi Lexus s svojim hibridom mu dela dobro reklamo in tudi privablja kupce kot pogon sam. Kaj je kupcem v tem segmentu najbolj pomembno? V prvi vrsti mislim, da je vedno videz. Potem zbirajo znamke. Po znamkah, tukaj smo, bom rekel, mi precej bolj nemško naravnani. Vse ostalo je pa pol seveda prostornost, udobje, nazadnje asistenčni sistemi, varnost in tako dalje. In ne nazadnje cena. Kako pomembna se ti zdi prostornost v tem segmentu? Odvisno od posameznega voznika oziroma uporabnika avtomobila. Nekateri ga uporabljajo sami, nekateri pa tudi kot družinski avto. In kateri je zbral največ točk? Kateri je najboljši po našem mnenju? Kaj meni 7 avtomobilističnih uredništev v Sloveniji? Zmagovalec je Volvo XC40. Razvrstitev me malo presenetila, predvsem zato, ker je v Sloveniji mogoče še zmeraj malo bolj favoriziran nemški trojček, ampak kdor še ni preizkusil Volva, ne bo razumel, zakaj zmaga. Prostoren, drugačen, digitalen, tudi serijsko zelo dobro opremljen, z varnostmi bi mi pomagali. Združuje, bom rekla, na eni strani tisto uporabnost, ki jo vsi iščemo, je dovolj simpatičen za pogledati, pa nekako prijazno topu za se prevažati z njim in hkrati pač prepriča tudi s ceno. Razvrstitev je pričakovana, morda malce presenetljiva za Volvo, ki je na naših cestah relativno redek avtomobil v primerjavi z ostalimi, ampak ko sešteješ vse parametre od prostornosti, voznih lastnosti, tehnike in vse skupaj pod črto, se je izkazal kot najboljši. Rad vidim, da kdaj zmaga tudi kakšen avto, ki ni na prvo žogo, ki ni mogoče najbližje kupcem, ki ni najbolj pogost. Seveda mora biti dober in Volvo nedvomno je dober avto. V
tokratnem testu smo malce podaljšali našo testno traso. Naredili smo 124 km. Zaradi avtomobilov in tudi lastniki, ki z njimi prevozijo več kilometrov po avtocesti, smo naredili več kilometrov po avtocesti, nekaj več kilometrov smo vozili tudi po regionalki in nekaj manj v mestu. Ti avti načeloma bi se morali voziti več izven mesta kot v mestu. Tako da na koncu je bil najbolj varčen skupno Lexus s hibridnim pogonom, edini s hibridnim pogonom. Bolj skupaj so bili pa potem Audi Q3, Volvo XC40 in Mercedes GLA. Nekoliko iz te skupine izstopa edino BMW X1, ampak njemu v prid gre tudi to, da je bil edini štirikolesno gnani, zato tudi recimo pri dinamični vožnji je to poraba višja kot pri drugih tekmecih. Na poligonu so se pokazale razlike, ki pa so bile zame recimo pričakovane. Vozniško najboljši je nemški trojček, medtem ko sta Lexus in Volvo mogoče bolj naravnana na udobje, kar pa ima seveda druge prednosti, predvsem na naših cestah. Pri cenah je bilo pravzaprav kar nekaj razlika. Govorimo o segmentu, kjer na cenikih vidite cene od 30-35 tisoč, pa tam nekje do 50 tisoč, če govorimo o klasičnih pogonih. Med njimi pa med najcenejšim in med najdražjim je bilo kar 6 tisoč evrov razlike, kar se meni zdi pravzaprav veliko. Pravzaprav so znamke, ki ponujajo neke bolj ali manj fiksne pakete. Taka sta naprimer Lexus in Volvo. Potem imate pa te, bom rekla, nemške znamke, tradicionalno, kjer ponujajo relativno manj v neki osnovni opremi in se potem z dodajanjem zadeve bistveno podražijo. Res, da to malo skorigirajo z različnimi paketi, ampak razlika se na koncu še vedno pozna. A vas zanima, kako so se odrezali po segmentih? Pri uporabnosti Audi na prvem mestu z največ prostora in največjim kufrom, na zadnjem mestu Lexus z najmanjšim kufrom. Motor in podvozje. Lexus med prvimi oziroma prvi. Razlike v bistvu tu so bile majhne, so bili vsi relativno blizu, ampak Lexus na prvem mestu. Asistenčni sistemi. Najnovejše in največ jih ima Mercedes-Benz GLA, najmanj pa BMW X1, tudi zato, ker je avto že sam po sebi star. Potem pa cena. Najboljše se je tukaj odrezal Volvo, najslabše Mercedes GLA, razlika v ceni 6 tisoč evrov. Na koncu pa imamo še nedoločnike, kjer je spet na prvem mestu Lexus UX, že samo zaradi svoje pompozne oblike, Volvo tesno za petami, najmanj pa sta nas presenetila BMW in pa Audi. Dejstvo je, da nobeden od tokratnih 5 predstavnikov ni slab, ampak vsak ima kakšno pomanjkljivost. Več in podrobneje pa na volan.si. Tam si lahko preberete, kako smo ocenjevali, kako pomembni so bili posamezni kriteriji in zakaj je bil Volvo XC40 res najboljši.